Izražam tudi sama veliko zadovoljstvo in ponos, da gostimo v letu Evropske prestolnice kulture v Mariboru konferenco in tako zaslužne osebnosti, ki s svojim področjem delovanja seveda vsak zase prispeva k strpnosti, k ohranjanju družbe in s tem kulture. Mogoče bi omenila tudi to, da se v okviru projekta, ki ga izvaja Univerza v Mariboru, Sožitje med kulturami, že začenja 9. maja, se že začenjajo neki pripravljalni dogodki za svojo otvoritvijo razstave v razstavnem salonu, torej 9. maja, v okviru dnevov tibetanske kulture bodo Maribor obiskali že tibetanski menihi iz Indije ter pripravili različne delavnice, pogovore z različnimi šolami, obiskali tudi druga mesta in druge šole, pripravili koncerte in tako dalje. Vsak dan bo potekalo tudi izdelovanje peščene mandale, 10. maja pa čaka obiskovalce tudi ta zvočna kopel z velikim gongom, tako da nekako lahko pričakujemo tudi že od 9. maja naprej nekakšno priprave na to znamenito konferenco. Vse skupaj se pa zaključi 8. junija. Mislim, da glede na omenjene 4, ki so se seveda našim vabilom odzvali, smo lahko v mesto Maribor zelo ponosni, to je za nas velik dosežek in verjamem tudi, da bomo v svet uspeli poslati pomembno sporočilo. To je, da sta dialog in solidarnost pomembna za izgradnjo konstruktivne družbe, ki bo ohranjala mir.